Pa smo spet. Zdaj pa zares. Gospod Pogačnik, dober dan. Dober dan, pozdravljeni vsi skupaj. Torej, kdor ne pozna gospoda, je s Prebačevega in je človek, ki ima nekako že več kot 90 let izkušenj in strokovnega znanja, usmerjanja v vzgojo in šolanje psov in izobraževanje pasjih skrbnikov. Gospod Pogačnik je vodnik reševalnega psa, ima mednarodno licenco za posredovanje ob naravnih nesrečah in s kolegom, ki je veterinar, gospodom Andrejem Žuničem, skupaj vodita pasjo šolo Canis Point, oba z licenco za šolanje psov vodnikov slepih in z licenco za učenje psov pomočnikov za težje in najtežje gibalno ovirane invalide. Gospod, beseda je vaša. Evo, lepo pozdravljeni še enkrat vsi skupaj. Ja, jaz se, tako kot je gospa Nika rekla, jaz se že kar nekaj časa ukvarjam s psi. Delam razne stvari, zdaj zadnje čase se predvsej posvečam tudi psom pomočnikom, tako da zdaj imam v šolanju eno psičko za eno punco, ki ima cerebralno paralizo in jo bo dobila nekje julija. Sam imam tudi enega psa, oziroma imam zlatega prinašalca, kateri je šolan za iskanje pogrešanih v ruševini in pa v gozdu. Z njim se udeležujem raznih akcij, to se pravi akcij, katere potekajo pod vodstvom policije, kjer iščemo izgubljene. Iščemo največkrat izgubljene, dementne, na žalost je tudi nekaj samomorov, tako da se ukvarjam več ali manj s tem stvarmi. Zdaj delam tudi pse oziroma šolam tudi pse oziroma z vedenjskimi težavami. To pomeni, da če imajo ljudje doma probleme s psom oziroma če ne najdejo neke prave komunikacije in imajo težave v samem sobivanju, jim jaz priskočim na pomoč. Zdaj me veseli, da vedno več ljudi nekako poišče pomoč z mladiči, se pravi, ko še ne pride do nekih vedenjskih težav. Ampak kako pa najboljš starost psa, da se ga prevzgoji, ne? Ker ti mladiča ne veš, da bo imel težavo vedenjsko, a ne? Pa v bistvu sem mnenja, da je večinoma težava kar v lastnikih, a se motim? Ne, vedno je težava v lastnikih. Zelo malokrat je pes pač genetsko toliko podrt, da ne morem, mislim, da prihaja do nekih težav. Je pa res, da so ljudje majčkeno izgubili sam kompas, kaj je normalno vedenje in kaj je neka težava. Zdaj, normalno vedenje je to, da mladič vleče, normalno vedenje je, da grize pač nas za roko in tako naprej. Normalno vedenje je, da skače, normalno vedenje je, da je zvedal, normalno vedenje je, da noče na sprehod. Ni pa normalno vedenje, če se nekam postavi v kot, če renči na nas, če se zaganja v nas, če ga je pretirano strah, to pa ni neko normalno vedenje. Zdaj sama starost, prej začnete, boljše je, predvsem zaradi tega, ker lahko psa usmerite v neko željeno vedenje, to se pravi, če pa snima nekih izkušenj iz prejšnjih, oziroma izkušenj, lahko vi naredite ali pa vodite njegovo življenje tako, da so te izkušnje nekako pozitivne, oziroma da ga naučite, kaj želite od njega. Večinoma se ljudje ukvarjajo samo s tem, kaj je vse narobe. Ne smeš tega, ne smeš tega, ne smeš tega, pes dobi s tem pozornost, ampak potem pa ne more vedeti, da je to narobe, ker pozornost dobi vedno, ko dela nekaj, kar nam ni všeč. In na tak način se pes uči z poskušanjem ali pa skozi poskušanje, se pes nauči
nekih vedenj, ki grejo ponavadi nam na živce. Tako da prej začnemo, boljše je, da se pa prevzgojiti tudi starejše pse. A je to prilagoditev ali prevzgojitev? Recimo, če se vzgaja psa izključno za vodnika slepemu, je to prilagoditev ali prevzgojitev? Jaz mislim, da bolj prilagoditev. Ali pa oboje. Zdaj pse za slepe, pač mi smo zelo veseli, če dobimo psa, ki je star nekje tam 10 mesecev. Zdaj tako, ker ste rekla na začetku, pač z Andrejem sodelujeva v teh stvarih in pa nekako strmiva k svoji vzgoji. Predvsem zaradi tega, da bomo dobili neke zdrave pse in pa nekega takega umirjenega značaja, ki jih pa pač pri tem delu potrebujemo. Ne vem, če ste čist zasledili naslov današnje kavice, žival, ki dela z nosom in očmi, ne? Ja. To je en del, ena metoda, ne? Dela z noskom. Lahko to kaj poveste nam, ko smo čisti nevedneži v tej smeri? Zdaj mislite za razna iskanja? Tudi. Okay. Kako lahko, ko vodi slepega, pač dela z nosom, ali takrat dela samo z očmi, pa samo na komande, ali kako? Ne, psi se prilagodijo ali pa psi uporabljajo vsa čutila, ki so mu pa konec koncev na voljo. Voz, sluh in pa vid. Sigurno se najbolj orientira konec koncev na voh. S tem dobi veliko informacij iz samega okolja. Sigurno pa zraven uporablja tudi vid in pa konec koncev sluh. Ampak zapolne si neke vonjave, katere so v okolju, oziroma da se povezati neke določene vonjave z neko vajo konec koncev. Ne vem, recimo rečemo, da nas pelje v pekarno in sigurno si s tem pes pomaga, ne 2 kilometra prej, ampak sigurno si pa pomaga nekje v bližini tudi s tem, z vohom konec koncev. Bi lahko mi pojasnili pa nam vsem pravzaprav, kaj vse pa oblikuje psa? Se pravi, 10-mesečni pes, vemo, da ima nagone, pa genetika, potem je pa še par stvari najbrž, ne? Ja, sigurno je nek temperament, pač pes ima tak temperament, kot ga ima, ne moramo pretirano vplivati, lahko delno vplivamo lahko predvsem tako, da če je nek živahen pes, da počakamo, da se umiri, da ne cepeta in tako naprej, pač da je popolnoma miren in nadaljujemo neko aktivnost in pa obratno, če dobimo nekega psa, ki je recimo manj zainteresiran, lahko tudi z nekim svojim vedenjem pridemo ali pa z nekim svojim temperamentom lahko vplivamo, da so vaje izvedene malo hitrejše. Potem genetika, na to nimamo kaj dosti vpliva, pač je taka, kot je. In pa okolje, kjer je pa vedno največ napak. Človek je njegovo okolje, ne? To se pravi samo sobivanje z človekom. To je pa sigurno največ napak, ali pa ljudje zaradi neznanja in nevednosti, ali pa zaradi pretiranih informacij oziroma viška informacij, ali pa informacij, katere oni ne morejo vedeti, kaj je v redu in kaj ni v redu. Saj vidite, danes vsi pse učijo. In pač zaradi tega potem prihaja do nekih takih vedenj, ki nekako niso zaželeni. Te 3 stvari, to se pravi temperament, genetika in okolje. Ja. Zdaj pri psih pomočnikih in pa konec koncev tudi pri psih vodnikih in pri vseh službenih psih precej gledamo na samo genetiko. Pač je genetika pomemben del
pač tega, kakšen bo pes. Jaz pa sem gledala ta poimenovanja, ne? Zdaj si tudi vi omenili še en termin, služben pes. Medtem, pa se psu, ki ga pa zavarovalnica plača lahko za slepega ali pa za invalidnega, ne? Se pa reče tehnični pripomoček. Zakaj pa tudi on ni služben pes, je to njegova služba v bistvu, ne? Jaz se popolnoma z vami strinjam. Ja, jaz tudi ne. Tehničen pripomoček je marsikaj druga, kakor pa pes. In jaz se tudi z vami to popolnoma strinjam. In, mislim, da je že to bil enkrat na teh sestankih, da je bilo že izpostavljeno, nismo dobili kakšnega pojasnila. Drugače se pa z vami popolnoma strinjam. To ni tehničen pripomoček, ker ga ne morete gledati kot tehničen pripomoček. Mislim, se ni stvar, ne? Ja, ni stvar, to je živo bitje, ki čuti, ki ima potrebe in ki moramo skrbeti za njega. Ja. Kako pa je Slovenija kinološko razvita? Je dobra? Smo pa si ljubci? Ali kako je s tem? Mislim, da je ena statistika, da je en pes na vsakega 10. Ali že drugače? V Sloveniji je zelo veliko psov. Slovenci smo ljubitelji psov. Zdaj, jaz mislim, da jih mora biti še več kot pa en na 10. Zdaj uradnega podatka nimam, ampak psov je veliko. Zdaj pripomogla je tudi korona k še večjemu številu psov. Med korono so bila zavetišča prazna. Kar je pa žalostno. Družabništva, ne? Človek je rabil socialnosti stika, ne? In najbrž zato so šli si iskati prijatelja na 4 nogicah, ne? Ja, v koroni sta se naredila 2 taka absurda. En absurd je bil to, da je psov zmanjkalo, da niste mogli dobiti psa. Drug absurd je bilo pa to, da so ljudje si pridelali, ker so bili doma cele dneve, ker so pse počlovečevali konec koncev, ker so delali z njimi kot z otroci. So si pridelali cel kup nekih stvari in oziroma oba z Andrejem se ta zadnje 2 leti ukvarjava izključno ali pa zelo veliko za samo ločitveno tesnobo. Pa pač zaradi tega, ker se psi pretirano navežejo na lastnika in popolnoma nič na okolje in prostor, ali pa ki mi je bilo narobe predstavljeno samo sobivanje, je prišlo do tega, da so potem dobili psi, pač dobijo, ko lastniki zapustijo stanovanje, ko jih niso naučili biti same, dobijo razne panične napade in je kar problem to. To zdravljenje je pa dolgotrajno, dostikrat je treba zraven dati tudi, pač pri teh hudih oblikah je treba zraven dati tudi razna zdravila. To se pravi, mora nujno sodelovati veterinar, ne moramo zdravil kupiti recimo v neki trgovini pasji. Ja, in je to kar tak velik problem ratal med korono. Tako da, ja, še vedno pa mislim, da smo Slovenci kar ljubitelji psov oziroma mislim, da tudi vedno boljš ljudje skrbijo zanje. Da smo Slovenci odgovorni, pa se ljubci pomenite? Pa jaz mislim, da kar ljudje bi kar... Jaz, če pogledam po naši vasi, ne samo, da so še zmeraj na verigah psi, ali pa da je sosedov husky v pesjaku, ki je velik 2 na meter, visok pa je 3 metre ta pesjak, skozi sam, nikoli voden, policijo sem že klicala, rekli so, da se ne obrnem na društvo, ko sem pa klicala na društvo, so pa rekli, da oni ne bojo prišli, ker so me vprašali, ima vodo, ima hrano, ja, no, to ni maltretiranje, ne? In ne moramo izvršiti odvzema, ne? Ja. Pa pred mano umira. Ja, imate tudi take primere. Ne moram se strinjati, da so kar odgovorni. To sigurno ni prav. Sigurno se na vaseh, ne vem, jaz imam tudi pač neke izkušnje tudi
to se tudi precej se tega dogaja na obali, po raznih njivah imajo vse prevezane in tako naprej. Ja, ampak še vedno pa mislim, da neki ekstremi so povsod, ampak še vedno pa mislim, da tisti, ki pa imajo pse, tako, da je pes, pa mislim, da jim kar nudijo, ali pa, da se nekako vedejo odgovorno vse. Ja, se pa z vami popolnoma strinjam, so pa ekstremi in gor in dol. Imate take, ker so v narekovajih preveč odgovorni, ker imajo pse povsod, ki jih res tretirajo kot otroke, ki jih počlovečujejo oziroma z eno besedo počlovečujejo, in imate take, kot ste vi rekla, da so v pesjakih celi dnevi. Da jim bit ubijejo, ne? Ja, to si... Pes je zver, ne? Ja, ne? In kardelska žival in s tem nujno potrebuje neko družbo, pač je navajen živeti v družbi, kakor ni zanj primerno, da je nekje sam. Kje pa so težave po vašem mnenju, ko se oseba odloča nabaviti oziroma vzeti nekega kužka, ne? Kaj se oni odločajo glede na estetsko merilo ali ne vem, ker zgleda kdaj, da sploh se ne pozanimajo o lastnostih psa. Nekdo, ki živi v stolpnici in si nabavi mladega koker španela, ki je lovca, ne? In misli, da je dovolj 5 minut lulanja 3-krat na dan, ne? Jaz mislim, da je to tudi mučenje, ne? Kje so, se pravi, težave najbolj pri odločitvah? Mislim, da se ljudje na splošno zelo hitro za vse stvari odločajo, se niso samo psi, ko pač je zdaj nekako narejeno to življenje, ampak ja, sigurno ljudje se odločajo na podlagi tega, da so psa videli nekje na cesti, da jim bi bil všeč, da so mogoče otroci navijali doma, da bi radi psa, da so ljudje usamljeni in imajo zato pse in tako naprej, nikakor se pa ne pozanimajo dovolj. In jaz imam zelo veliko primerov in zelo veliko ljudi, ki sodelujejo z mano, to se pravi, ko hodijo v naše šole, ki jaz individualno delam z njimi in sem vedno presenečen, da, ampak delajo, so se pozanimali, delajo. Sem vedno presenečen, da rečejo, če bi pa jaz vedel, da je toliko dela s psom, da imaš vzgojenega psa, bi se pa prej veliko bolj pozanimal, če bi sploh psa imel. To dostikrat slišim. Ja, se strinjam z vami, enkrat je to tako, enkrat tako. Oziroma, ljudje vidijo to na raznih mrežjih, vidijo na cesti in oni bi takega psa, brez da se pozanimajo. Je pa res, da po drugi strani je pa taka poplava informacij, ki so tudi napačne, da je mogoče tudi kdo zaveden, konec koncev. In mislim, da je to kar tako. Pač ja, kupimo buldoga in ta buldog ne rab nič. Ta buldog rab 2-krat na dan ga peljati lulat, drugače pa spi. A veste, imamo tudi take stvari, se forumi... Trgovci so, ne? To je zavajanje. Ja, in jaz vedno govorim, da če nekdo želi psa, da naj se pozanima pri preverjenem in priznanem rejcu. Da naj gre v kakšno pasjo šolo, da naj vpraša inštruktorje, da naj malo pogleda, kako je, da naj doma pač te stvari prespi in sploh pogleda, če ima pogoje. Jaz nimam nobenega problema, če je nek pes v bloku, pa je lahko rottweiler v bloku, če je zanj poskrbljeno. Pogledajte, če je za tega psa poskrbljeno, je tisti pes veliko bolj, to se pravi, če ga mentalno zaposlijo, če ima neko gibanje tako, da pač je zadovoljivo, da pa zda tisto energijo ven iz sebe, je stokrat bolj srečen na 40 kvadratih, kakor pa tisti pes, kakor je pri vašemu sosedu na 2x2 metra. Ja, v pesjaku. In zato mislim, da se kvalitetno da psa imeti tudi v bloku. Oziroma zelo nekvalitetno v veliki hiši z vrtom in pa kvalitetno v bloku. Zdaj sem dal dva pač taka ekstrema.
da se da oboje. Nika, smem. Prosim. Ja, dve stvari sem se zdaj spomnil. Prvič, pes moramo vedeti nekaj, ne, da si moramo psa zbirati glede na svoj karakter oziroma način življenja. Ne. Se pravi, Kompatibilnost. ja, tako, ne, da zdaj, če nam je všeč, ne vem, bom rekel čisto moj primer, ko sem se jaz skecel, sem rekel, ko bom šel pa v penzijo, si bom pa Border Collieja nabavil, glede na to, da je inteligenten in da rabi veliko gibanja, ne. Pa so mi potem lepo rekli, ja, ampak če se boš premalo ukvarjal, bo pes postal, kako naj rečem, rabi akcijo, ne, in čim boš vstal, bo on, če bo imel premalo gibanja, bo takoj mislil, da greva pa noreta, ne. Druga stvar je pa treba vedeti, da je pes pa tudi nekje na eni stopnji, ne vem, se to mi bo gospod David verjetno popravil, nekje na stopnji enega 5-6-letnega otroka, ne, in ga je treba tudi na ta način tudi nekako obravnavati, ne. Ja. Poglejte, zdaj psi, ki so majčkeno bolj, ali pa pasme, katere so majčkeno bolj temperamentne, to je zelo, jaz velikokrat ponazorim to, da je pes zelo podobno kot recimo, če kuhamo, ali pa pes, katerega ne peljemo ven, je zelo podobno, kot pa če kuhamo v ekonom loncu. Energija se nabira v ekonom loncu, nabira in potem eksplodira. In isto je s psom. To se pravi, če psa ne zaposlimo, se bo pes zaposlil sam. In zdaj, eni replovijo, zato ker nimajo dovolj, ker niso mentalno dovolj zaposleni oziroma ker jih ne učimo, kaj naj delajo. Eni pohištvo grizejo, eni uničujejo, eni lajajo, pač imate cel kup nekih oblik, ki jih pes dela, predvsem zaradi viška energije in pa zaradi našega potrjevanja konec koncev potem. Ne vem, zdaj nekomu ni, da bi šel s psom ven, pes najde svojo zaposlitev v stanovanju, se loti mize v kuhinji, začne gristi mizo, kar mu je popolnoma naravno, ker psi grizejo les, ampak potem mi takrat reagiramo. In če mi reagiramo, se pes zelo hitro skozi neko pogojevanje nauči, kaj mora on narediti, zato da pride do neke naše akcije. Se pravi, pes ugrizne mizo, mi reagiramo. Pes ugrizne kabel, mi reagiramo. Pes skače po ljudeh, mi reagiramo. In dajte mi povedati, kako, ali pa vas sprašujem, kako naj pes ve, da je to narobe, če dobi vedno reakcijo takrat, ko dela nekaj narobe. To se pravi, našo reakcijo vedno dobi takrat, ko dela nekaj narobe. Takrat, ko pa leži pod mizo in da mir, nam je pa samoumevno in rečemo, hvala Bogu, zdaj pa 3 minute mir. Ampak spet, ko bo ugriznil mizo, bomo spet reagirali. In pes ne more iz tega vedeti, kaj je prav. Jaz dostikrat rečem ljudem, dajte mi povedati 5 stvari, ki jih pes dela narobe. Mi rečejo, ne sme skakati po mizi, ne sme gristi stvari, ne sme noter lulati, ne sme lajati na zvonc in ne sme v spalnico. Rečem, bravo, super. Potem jim povem, zdaj mi pa povejte 3 stvari, ki ste psa naučili v stanovanju. In tukaj se pa zmeraj zatakne. Potem se mož in žena začneta gledati. Reče žena, kaj smo psa naučili? Mož pa reče, kako smo psa naučili, saj je tvoj pes. In pride do nekega, ali pa pride do stvari, ki se ukvarjajo izključno samo s tem, kaj je vse narobe. In sej tudi v družbi, tako konec koncev, se kateri otroci dobijo največ pozornosti, tisti, ki... Problematičen. Ja, problematični, tisti, ki nadajo. Ja, tisti, ki so pa pridni, pa rečem, tisti, ki pridna s tabo, nimamo nobenih težav. Ja. In zelo podobno je pa s psom, tako da ja, sigurno, kot je gospod rekel, je treba tudi samo pasmo kot pač nekega hišnega psa prilagoditi svojemu temperamentu, svojim zmožnostim in tako naprej. Zdaj smo se dotaknili kar 2 pogojevanj v bistvu, ne? Od Thorndike ta operantno pogojevanje, ki ga je pol analiziral Skinner v človeškem modelu tudi, pa tudi pri podganah, ne?
Pa ta Pavlov klasičen pogojevanje, ne? In te Ker dva se ljudje skozi pozabijo, da je živo bitje, on ima tudi psihologijo, ne? Ja, in te dva pogojevanja se skozi prepletata. Ne moramo reči, zdaj pa eden, zdaj pa drug, ampak se po večini prepletata. Zdaj v vsakodnevnem življenju, ne vem, da bojo poslušalci malo bolj vedeli, zakaj se gre. Recimo klasično pogojevanje je primer, vzamemo povodec, gremo ven. Vzamemo povodec, gremo ven. In ta petič, ko vzamemo povodec, je pes že na vratih, ker ve, kaj sledi. To se pravi, smo v povodcu, katere od začetka nima nobenega pomena, smo dodali nek pomen. To se pravi, da ko primemo povodec, je to znak, da bo pes šel na sprehod. In pa operativno pogojevanje je pa to, o čemer sem prej razlagal. To se pravi, tam pa pes vodi samo vedenje. Tam je pa pes tisti, ki ugrizne kabel od računalnika in mi reagiramo. In potem pes pogrunta, kako nas aktivira. To se pravi, aktivira nas tako, da naredi nekaj, za kar ve, da nas bo aktiviral. Največkrat je to v taki splošni praksi, ko pes zalaja in rečemo, bodi tiho. Ali pa rečemo tiho. Ne? Ampak ta prvo vprašanje, ali ste ga naučili, kaj je to tiho? Vedno mi rečejo ne. Kako potem lahko zahtevate od psa nekaj, kar ga niste naučili? To je prva stvar. Druga stvar je pa to, da pes pogrunta, da z lajanjem spet aktivira neko naše vedenje ali pa ima njegovo lajanje neko posledico. Tako da te dve pogojevanji se skozi prepletata in sta prisotni, a mi želimo, a ne želimo, sta prisotni, se pes uči 24 ur na dan. Zdaj pa samo od nas odvisno, kaj se bo, kako, oziroma kaj ga bomo učili, oziroma kako bomo naredili, da se bo učil tiste stvari, katere želimo. In v bistvu sva zdaj potrdila to, kar je Dušan rekel, da bi lahko človek razumel psa, bi lahko imel skozi misel v glavi, da tako kot moj prvi otrok pri 6 ponovitve, a ne? In s tem se potem osvoji zadevo. Ne pa da, pes je pes in ne rabimo repeticije, on mora to vedeti, ker drugače pa je neumen ali kako. Ja. Poglejte, psi komunicirajo preko telesne mimike in pa mogoče, ne vem, ali pa je zelo odvisno, koliko so vokalni. Imate pse, ki komunicirajo po večini preko telesne mimike in recimo 10% vokalni. In je mi slovenščina tuja in ne znajo slovensko in mi ne moramo reči psu sedi in pričakovati, da se bo usedel. Seveda, pes se bo usedel, zato ker nas ne more gledati takole gor in ga fizično narit vrže. Če vi pogledate v strop, boste tudi čutili, da vas zadaj nariti pritiska dol. In pes se usede zaradi tega. In potem je konec koncev neodgovorno pri 5 mesecev starem mladiču, ali pa drugače, pri 6 tednov starem mladiču razlagati, se moj pes pa že zna sedi. Ampak jaz povsod, ko pridem, mi ta prvo povejo, moj pes se pa zna usesti. Znal se je usesti že takoj. Gravitacija. Ja, seveda, ja. Ampak ne razume, kaj pomeni beseda sedi. Ker še enkrat ponavljam, psi se sporazumevajo z telesno mimiko. In jim slovenščina popolnoma tuja. In zato, da pse učimo, recimo, moramo najprej vedenje izoblikovati. To se pravi, z pomočjo telesne mimike izoblikujemo razna vedenja. Jaz dam roko tako čez psa, pes se usede in ga nagradim. In potem, ko pes pozna ta signal, šele potem mu povem, da se temu signalu slovensko reče sedi. To se pravi, z telesno mimiko naredim podnapis za slovenščino. In pač tako pri vsakem učenju je potrebno, da se te stvari prav povežejo, da pač vsi poznajo
Pavlov refleks konc koncev, Ja. oziroma klasično pogojevanje. Sam zelo malo ljudi ga pravilno uporablja. In med neko gesto in konc koncev med neko besedo je nujno potreben presledek, da ne delamo istočasno. Zato, ker naši možgani oziroma vsi možgani živih bitij rabijo milisekundo, da sprocesirajo neko informacijo in šele na to povežejo. In če je to vse skupaj, pač se nam vse skupaj podre in pes nas ne razume in dela potem pač to, kar se mu splača. Psi so čisti oportunisti in delajo izključno za svojo rit. Pes bo naredil za to, da si bo naredil neko ugodje konc koncev. Dušan, oprosti, kad te motim pri kavi, ne? Ampak ti zagotovo veš, ko si star maček, ne, kako je pridobiti, recimo, nekdo, ki je slep, pa ne želi imeti palce, bi imel rad psa vodnika. A to veš, ta postopek, Dušan? Ali pa če je tukaj Mihael, Irena, ki vem, da ima psa, kako je bilo prišlo do tega? Pa da vidim jaz potem z gospodom Pogačnikom, to sosledje z njegove strani tudi, ne samo z uporabnikove, ker on je tukaj kot trener. Dušan, veš? Irena, a se slišal? Ne vem, jaz ne vem čisto točno Jaz tudi ne. ta postopek. Brane? Brane žal ne more govoriti. Brane, daj me pokliči na telefon, pa bo vam tako. A ja, prav ne morajo Ne. Ker gospod Brane But je pa en veliki vseved. Čakaj, bom ga jaz poklical Braneta. Živa. V glavnem Brane je postavil vprašanje, predno se postavilo, ne, pravi, da je treba ločiti evo, zdaj me Brane kliče, da je treba ločiti med pes vodič pa pes vodnik, ne, da je treba to pač, da bo zdaj to on obrazložil, samo da vidim. Brane? Ja, sem dal, a se sliši? Ja, jaz se zdaj slišim. No, dobro, okej. Takole je, to ni res, da so dovoljene obe poimenovanje, vodnik in vodič. To se je zelo začelo mešati tudi izdajo tega vodnika, mislim, priročnika, ne, za vse vodnike. Pravilna uporaba je edino le vodič. Zakon uporablja termin pes vodič za slepe osebe in jaz sem tudi se spomnim, prebral eno daljšo obrazložitev razpravo slavistov, ki ločijo med vodičem in vodnikom. Vodič je pes, vodnik je pa človek. Da. Vodnik je človek, ki vodi po mestu in podobno, dočim vodič je pa pes, vodič slepih oseb in je edino beseda vodič pravilna, kar je tudi zakon uporablja, mi se moramo tega držati razširjati. Se je res nažalost razpaslo, da je oboje vse uporablja, da je to izrazito povsem narobe. To je prvo dejstvo. Kaj je šlo potem, ko nisem poslušal? V glavnem rekli, no, a ja, kako pride, lahko dobiš psa? Postopek. Ja. ZZZS? Zvezo. Aha. Prosim. Pregledajo, ali imaš Poslušam. psa vodiča in podobno. Te pokličem kasneje, zdaj imam glih zub. Govoril v izjemnih primerih, je možno. Okej, se bo malo slišal. Če se tudi kot človek povem, da imaš psa, ne samo da, če pes ljubim za tebe, ne. To je to. In potem Zavod za zdravstveno zavarovanje to odobri, potem gre to v to startolanje, to bo gospod Pogačnik dobro vedel, koliko časa traja, da je potem tudi pomembno prilagajanje in tako naprej.
in življenjska doba psa vodiča, pa ne vem, za napad mislim, da je 7 let, če se ne motim. Ja, Jaz vem, 10. pa uporaba bele palce, zdaj nisem natančen, ampak mislim, da uporaba bele palce ni kot pogoj, da imaš psa vodiča. To pa ne poznam. A lahko jaz lepo prosim, ker Če Saša Ajnekova to posluša, ona zelo dobro ve, ker ima psa vodiča in bi lahko ona najbolj to razložila. No, vse ti bomo dali, Irena, ti bomo dali besedo, ja. ker tukaj le brane par napačnih stvari razlaga. Da je edino pravilno pes vodič, kot je pes pomočnik, je pa za gibalno oviro, za vozičkarje. Tam je izraz uporabljen v zakonu o izučevanju možnosti invalidov, pes pomočnik, pes vodič je za slepe, vodič je za slepe, vodnik je pa človek. V redu. Irena, izvoli. Hvala za besedo. Kar se tiče terminološke razlage, se z Branetom Buto popolnoma strinjam. Zdaj, kako pa do psa vodiča prideti? Prva stvar je ob vlogo se pošlje na Zavod za zdravstveno zavarovanje. Pri tej vlogi se rabi okulistični pregled, okulist mora izpolniti naročilnico za psa vodiča, ker to je ena od, tako kot mora okulist za tehnični za predvajalnik zvočnih zapisov, za belo palco lahko osebni zdravnik izpolni, za predvajalnik zvočnih zapisov in pa za psa vodiča, pa še za nekaj drugih pripomočkov mora pa okulist izpolniti naročilnico, vlogo. Potem mora zdravnik ali okulist ali osebni zdravnik napisati priporočilo, zakaj ta slepa oseba psa vodiča rabi. Poleg tega mora slepa oseba, ki za psa vodiča prosi, sama tudi napisati, zakaj ima namen psa vodiča uporabljati. In poleg tega zraven mora biti pa okulist, mora pa tudi napisati očesno stanje slepe osebe. Se pravi, da je tudi terminološko, se pravi, da spada v kategorijo 3, 4 ali 5. Ker če vidi človek več kot 5% od psa vodiča ni upravičen. Potem naslednja stvar je, človek mora imeti, to je v zadnji 2 leti, 3, tudi tiflopedagoško mnenje o tem, uporabnik, da je sposoben uporabljati belo palco. Ker v Sloveniji, na Norveškem ne, v Sloveniji mora slep človek vedno nositi s seboj tudi belo palco, jo imeti. In če je potrebno slediti s psom levi rob, ima psa na levi strani, seveda večina ljudi je desničarjev in se potem na levi strani ima psa. Zato, če želi slediti levi rob, hodi pes po levi strani in pol ne more človek slep s palco tipati, da bo psa udaril. Se pravi, mora palco za hrbtom imeti, držati za hrbtom in slediti s konico palce levi rob, da mu pes pravilno gre po levem robu, tako kot želi in rabi. Zdaj, v Sloveniji imamo pravico uporabniki izbrati vaditelja, uradno niso to trenerji, ampak so vaditelji, ki nam izšolajo psa vodiča. Nekaj med nami, redkih, se nas je pa odločilo, da bi pa tudi psa sami izbrali, oziroma pa smo izbrali, ker jaz mislim, da se mi zdi fajn, da je večja izbira, ker labradorci so sicer fajn, čeprav ne razumem, zakaj so za slepe osebe toliko zelo fajn, pa zelo uporabni. To bo mogoče gospod David mi vedel več povedati, ampak jaz sem se z mojim labradorcem, ki sem ga imela prej, 7 let in pol, kolikor časa sem ga imela, borila, ker je pobiral vso svinerijo, vso nesnago. Poleg tega so labradorci begosumni. In jaz sem zelo zadovoljna s tem, ki ga imam zdaj imam namreč kodra. Sem si pa privzgojila to, da malo učitveno tesnobo, da noče biti sam, tako da če že na redke čase živim sama, mi ni problem. Če že na redke čase nekam moram iti, pa ga ne morem s sabo vzeti, potem pač si zagotovim varstvo ali pa ga sabo, ali pa ne grem na neko stvar, ker mi je pes bolj pomemben. So mi pač zelo, meni je koder super fajn, tudi delam na tem, da ga sama znala striči, tako da. Tako da, jaz zdaj ne vem, a je še kakšno tako vprašanje dodatno, zakaj, mislim, drugih stvari pri vlogi ni
pač drugi stvari pri vlogi sami ni potrebno, potem kasneje pride pa pač slep izbere vaditelja, vaditelj ali pač poišče psa, ki se njemu zdi primeren, ustrezen. Zdaj več kot toliko v značaju pa karakterju psa ne more slep odločati, ne v Sloveniji, ne v Angliji, ne na Norveškem, ker psa dobi, kakor ga je pač vaditelj izbral, dobi ga, kakršnega dobi. Saj se vaditelji zelo trudijo, pa po najboljših močeh, ampak dostikrat imamo pol še vedno tudi neke probleme, drugače pa pač ne vem še, no, zdaj kakšno drugo stvar, če bi še koga kaj zanimalo, no. Hvala, Irena. Bo pa mogoče zdaj replika gospoda Pogačnika. Čakaj, a še lahko smem, jaz se opravičujem. Ja, Dušan. Zdaj, jaz ne vem točno, kaj je Irena govorila, ker sem jaz zdaj 2 telefona, ko pač ljudje pač izgleda, da je danes neki mikrofoni nagajajo. Samo popravek je bil okrog bele palce. Ja. Vse jasno. Zdaj je tako, če hoče slep psa dobiti, mora biti v 3., 4. ali 5. kategoriji. Ne vem, se pravim, potem mora dati vlogo, da pove, zakaj rabi psa, in mora dobiti tudi tole mnenje od tiflopedagoga, da pove, če se lahko sam giblje. Zraven mora pa obvezno uporabljati belo palico, zato ker to gre zaradi tega, ker zunaj mislim, da jim ni treba, ampak pri nas je veliko teh ovir parkiranih avtomobilov in tega zadeva, in da lahko ti pa... Ne, zakaj se belo palico uporablja? Zato, da preveriš, zakaj se ti pes pred oviro ustavi. Tako, no, da potipaš in preveriš, zakaj se je ustavil, ali se je pred pločnikom ustavil, potem treba je tudi višinsko oviro potipati. Višinske ovire so pa najbolj problematične. Da pač belo palico morajo uporabljati za to, da te ovire, tako, okej. Pa še ena stvar je, ki je ljudje dostikrat ne vejo, psov vodičev je malo in pes se ga ne vidi. Dobro, če se vozi nekdo z avtomobilom, se ga ne vidi dosti dobro, ker je nizek. Nizko, Nizek in se ga ne vidi. Zaradi tega mora slep, ko prečka s psom vodičem, ko prečka prehod, mora palico gor dvigati. Zato, ker v Sloveniji je palica postala nek simbol, da človek je, tisti, ki ima belo palico, je pa slep. Okej, to so vozniki začeli povezovati. In tudi zaradi tega, da se ne zgodijo kakšne nesreče, tako je treba pač pred prečkanjem ceste dvigati palico. Zato, da vidi prvič, da vidi vozniki vidijo, da ima slepa oseba s psom namen iti čez cesto, in drugič zato, da pač vidijo, da se na nek način izpostavi, zato, da ne bo mi psa zbil. Ja, se zakon o cestnem pravilu pač to zahteva, od slepega, da ima belo palico. Okej, dajmo zdaj gospodu Davidu besedo. Ja, hvala. Jaz se popolnjujem z gospod Ireno. Tudi mi popravljamo, da so psi vodiči, ne psi vodniki. So psi vodiči, se opravičujem, in psi pomočniki. Zdaj, kar se tiče tega, kako pridobiti psa, je gospa Irena fajn povedala. Kar se tiče samega značaja, jaz mislim in imam tudi izkušnje, da je boljše, da se to prepusti voditelju, predvsem zaradi tega, ker imam oboje izkušnje, in to, da sem jaz zbral psa, in to, da so lastniki zbirali psa. Pa sem pač imel smolo in pri lastnikih tistega psa, ki so zbrali lastniki, je bilo veliko več dela, kot pa z nekim psom, ki gre skozi več testiranj večkrat. Tudi mi pri treningih delamo točno tako, kakor je gospa Irena opisala, vedno pri prehodih dvigujemo palice in pa tudi med treningom uporabimo palico, pač delamo skozi palico. Tako, zdaj jaz se tudi zelo trudim in tudi povsod povem, pa vam to bolj razumljivo vsem, da se psov, tega ljudje ne vejo in je toliko težko jim povedati,
da se psov, kateri nosijo oprsnice, ne boža, ne kliče in tudi svojih psov ni treba spoznavati z psom, kateri je tako v narekovajih v službi. To imajo ljudje kar probleme, vsi bi kar neki božali, pa joj, pa bi jaz to, pa bi to, pa saj imam jaz tudi doma psa, pa sam malo me bo povohal. Ne zavedajo se pa tega, da je lahko to tudi nevarno. Pač potem imate druge ekstreme, ki svoje pse spuščajo, da se malo povohata, dajte, no samo da se spoznata, se naš je čist prijazen. In to na vseh predavanjih razlagam. Jaz upam, da to bo ne enkrat, no, da psi, kateri imajo oprsnice, da se jih psti primeru. Zdaj pa ne vem, gospa Irena, imate vi tudi take izkušnje, da tišijo v vašega psa? Irena, ste tukaj? Ja, sem, jaz se v mikrofon utišam, kadar govorim, pa mislim, kadar ne govorim. Zato, da se drugi zvoki ne slišijo, pa tako, karkoli pač počnem že. Ja, tudi ljudje se vtikajo v psa in tako naprej. Ja, pa malo se te povohala, malo se te pobožala. Jaz sem se tega že tako naveličila, da sem dostikrat kar agresivna, jezna, zato ker se mi zdi tako neumen, da ja, pa, in potem mi razlagajo, ne vem, na društvu slepih, ja, veste, ljudje niso seznanjeni. Jaz trdim, da je toliko informacij, da ljudje dostikrat nočejo biti seznanjeni. In grejo po liniji najmanjšega odpora. Ker ljudje so lenuhi. Bodimo realni, ljudje so lenuhi in jih ne zanima. Šele potem, ko jim razložim, da je od psa vodiča odvisna moja varnost, da je težava v tem, da pes vodič bo dostikrat, zato ker gre tudi pes, koliko človek, po liniji najmanjšega odpora, pa ga v eden hotel božati, pa v rajši v pol k njemu, ki bi ga božal, kot pa da bo delal, pa vodil mene naprej. In ljudje, ko jim to čist pred očim si dajo marsikakšen dopovedati. Je pa stvar v tem, da vidim, da otroci so dosti bolj učljivi, se jim da dosti lažje dopovedati, zakaj se ne sme in da se ne sme psa vodiča božati, ker je v službi. Odrasli so pa posebno kakšne ženske. Pa mi je en znanec razlagal, da je enkrat ena ženska prišla, pa je psa se lotila božati, pa je rekel, gospa, mojega psa tlele božate, a ne bi raje mene pobožali? Pa je imela, se je nos, ne vem, kot zavihal. Ja. Moja hči pa kar razlaga, da ima bolhe, pa ga pstijo tudi primerom. Ja, ali pa da je... Smo glih dali, glih dobili je proti bolham, ja, in ga pstijo pol primerom. A ja, pa ne. Ja, ste še nekaj hotela reči, gospa Irena? Ne, sej, v redu, hvala lepa. Dušan. Jaz moram še, gospe Irini, sam še odgovoriti zaradi labradorcev. Ja, se tudi popolnoma to z vami strinjam. Pa sem jaz tisti, kar nekako se držimo labradorcev. Predvsem zakaj? Kaj pa vem, se vam sploh ne znam točno odgovoriti, zakaj. Predvsem zaradi tega, ker pač so neke prave velikosti, ker ni kakšen pameten odgovor. No. Zato, ker je gospod Vidic pripeljal v 70-ih letih v Slovenijo in on v komisiji za pse vodiče in pol vztraja pri tem. Tudi to je res. Pa mogoče se nam ni treba obadati, saj med šolanjem ne, ker pa potem rata problem in tudi vem, da je problem pobiranje hrane. Mogoče je med samo šolanjem lažje, ker imajo toliko nagona po hrani. Zdaj, psi so pa čisti oportunisti in delajo izključno za svoj rit, pač pa bo delal to, kar se mu splača. In v samem procesu šolanja, kateri poteka od začetka tudi, ali pa učenju, ki poteka tudi na nagrajevanje, ali pa ki poteka na nagrajevanje, je mogoče majčkeno lažje pač z labradorcem delati, ampak imel sem že take in drugačne labradorce. Pa še ena stvar je, nekako labradorci, no, saj če dobiš nekega normalnega labradorca, nimajo toliko pretirano problemov z drugimi psi, z drugimi živalmi in tudi da se dobiti nekega umirjenega labradorca, ki tudi nima kakšnih večjih problemih ali pa želi
skakani po ljudeh in tako naprej. Imajo pa sigurno neko slabost, kar je meni vedno na živce, in to je, da jim pretirano izpada dlaka. Eni imajo tudi pač malo vonja, ampak meni gre blazno na živce, no, da jim pač res izpada dlaka. No, zato je pa fajn kodra imeti. Ja, nimam več dlake po stanovanju. Se popolnoma z vami strinjam in tudi jaz bom težil k temu, da bom prišel tudi do kodra za samega psa vodiča. Pa še ena gospa mi je rekla tudi, ki me je orientacija učila, je tudi rekla, da je koder celo boljši vodič, kot je bil pa bolj pozoren na teren, pa tako naprej, kot je bil pa labradorc prej. Pa labradorci imajo veliko več zdravstvenih težav, ker jih je veliko več. Ja. In je bilo veliko urojevanja v pasmo in imajo ogromno težav zdravstvenih. Ja, tudi je težko dobiti zdravega labradorca, zato tudi če ga vi dobite, se zna zgoditi, da bo pol po par letih razvil alergije, pa tako da, ne vem, v zadnjih 4 letih, ko so bili oddani, je bilo oddanih, ne vem, tretjina psov, ki so imeli pol, sicer so pol tiste alergije zrihtali, te slepi, ki so jih dobili, ampak veste, dobiti slep uporabnik, dobiti mladega psa, ki je že takrat zdravstveno izpostavljen, ker to moramo vedeti, da so stvari, ki ostanejo. Tudi če se nekam potuhne, se lahko čez par let pojavi in v enako hudi obliki. To vem, zato ker moj labradorc je imel alergije, pa artrozo, pa take stvari, in ga je bilo pol treba pokojiti, je še živ, tako da. Ja, se popolnoma strinjam z vami. Ker sva naredila 19,000 kilometrov v 7 letih pa pol. Pridno. Dober, dajmo še Jožetovo besedo. Ja, Joža, izvoli. Ja. Hvala. Jaz sem se kasneje vključil, ker smo imeli tehnične težave. Bi pa rad povedal to, no. Jaz sem še kot osnovnošolec imel labradorca, ampak je bil križan z nemškim ovčarjem in mi je uspelo, da sem ga naučil, da mi ni pobiral stvari po cest, ker čim mi je hotel kaj vzeti, jaz sem mu rekel fuj, in tokrat sem vztrajal, da mi je to ratal. Tako da tudi nekdo, sem bil pa enemu prijatelju, pa mu je hotel dati meso, pa ga pes ni hotel vzeti. Se pravi, da je vaš pes pa kar slovensko že razumel, a ne, David? Ja, mislim, je. Zdaj nazadnje sem mu pa češko-slovaškega, ampak res, ta labradorc je bil z nemškim ovčarjem križan in samo govoriti ni znal. Samo takrat, jaz sem bil takrat osnovnošolec, zdaj, ko sem pa imel češko-slovaškega ovčarja z nemškim ovčarjem križanega, pa ne bi rad tople vode odpiral in tako naprej, je pa pač to tako. Jaz se z Ireno strinjam. Jaz, ker sem doma z Bohinjske Bele in sem šel okrog jezera in je pač ena ženska, jaz jo sicer videl nisem, kakšna je bila pa kako, ampak jaz psa pelem in je začela, ja, kuži, kako spletkan. On je pa zagrčal, sem rekel, daj tih bod. Ker on je takoj čutil, da je morbiti tudi v nevarnosti ali kakorkoli, ampak lej, ta prvo, jaz se tega držim, kako se David s tem strinja, bo sam povedal, ta prvo se ogovori gospodarja. Točno tako, in vpraša, ali lahko pobožam psa, če ima že željo ga pobožati, ampak se ga je treba vprašati. Samo češko-slovaški ovčarji, to so malo samo svoji psi, tako da tukaj ne vem, koliko se vi z mano strinjate, ampak glejte, jaz sem včasih mogel dosti moči uporabljati. Sem mogel biti hujši kakor on, zato da sem ga obdržal. Pes je le na 4 nogah in on, ko poskoč, kje ga boš ti zadržal? Pa da nisi še pripravljen, se mu samo v ribo vlegal. Ja, se strinjam z vami. Da večji kot pes, več lahko. Samo me je pa zaščitil pred rottweilerjem, pa še marsikakšno stvar. Ja, psi se potem naučijo nekega sobivanja in tudi z lastniki. In tudi, če je veliko ponovitev. Prej sva se z gospodnikom pogovarjala o klasičnem pogojevanju. Ja, če vi želite
nekega psa naučiti, recimo, da uboga ali pa da je uporaben za neko službo kot pes pomočnik, pes vodič, pes za reševanje in tako naprej. Pač mora biti psom jasno, kaj želite od njih in pa konec koncev se morajo ob tem dobro počutiti in pa morajo vedeti, kaj naj naredijo, mora biti taka komunikacija. Ampak v sobivanju doma, pa če imate srečo, pa dobite psa, ki je karakterno in genetsko v redu, pa skozi samo ponavljanje se avtomatično naredi, da včasih pride do zamikov in zato nas psi razumejo, brez da mi vedenje izoblikujemo in tako naprej. Ampak pač traja majčkeno dalj časa, se pa psi navadijo nečesa, ker, kot sem prej rekel, v sobivanju z človekom se pes nauči nekih ritualov človeka, konec koncev nekih rutin in pa si poišče, kaj je zanj konec koncev najbolj ugodno. In včasih pa tudi pride do zamika, ko mi rečemo greva in šele potem ustanete in greste in pes poveže to besedo. In zaradi tega pač reče kakšen, ja, se pes samo govoriti ni znal. In jaz verjamem, da psi ubogajo na kretnje, na govorico in tako naprej. In s tem ni konec koncev nič narobe. Pač z nekim domačim šolanjem. Včasih je domače šolanje veliko boljše, kakor pa marsikakšna pasja šola, konec koncev. Čeprav ne, je fajn, da grejo ljudje v pasje šole, da se vsaj naučijo nekega pravilnega pristopa, to sigurno. Ker, na primer, to ni bil pač vodič, to je bil tako hišen, družinski član. Ampak vem, da smo šla po gozdu, pa je bilo takole čez eno drevo in se je pes takole čez postavil, pač tukaj pa stop. In potem sem razmišljal, kako bom šel tam mimo. Zdaj, ko smo, rečemo, v teh letih, so že fleksi, tako da ga ni treba glih spustiti, da ga daš na tisti 10 metrov in da tam, ker veš, da je prostor, on lahko svobodno laufa. Samo je pa tako, jaz temu tako rečem, psu je treba postrežiti, ker ti on lahko naredi škodo in imaš težave. Potem smo pa tam. Ja, sigurno. Pač ga je treba vzgojiti, da nimate vi z njim problemov in kar je pa še bolj pomemben, pa da nima okolica z njim problemov. Ja, ker na primer je pa tako, mi ga brat ni hotel peljati cepati in jaz sem rekel, ga pa jaz sam peljal pa kakorkoli in nisem nobenih težav, jaz sem mu samo rekel, viski počak, pa sem mu samo takole dal prst gor. On mu je dal že injekcijo, pa je bilo dobro. Se rekel, nikoli več ne bo šel noben z mano nikamor. Ja, saj potem se ljudje tudi naučimo, kako je najboljše in za nas in za psa konec koncev. Ja, se pravi, tudi mi tako kot otroke, tudi vse vzgajamo z zgledom, ne? Ja. Se lahko samo vrnem na besedo begosumen, ki je Irena uporabila v povezavi z tistim prejšnjim psom, ki je bil labradorc, ne? Me je presenetil. Begosumen. Ja. Značilnost pasme ali Irena prav važga, ali kako? Ali pa gospod Pogačnik? Ja, jaz mislim, da je to bolj individualna lastnost, to se pravi točen tistega psa. Zdaj, ja, sigurno, pač so psi tudi, ki grejo radi malo naokoli, ampak jaz mislim, da je to predvsem zaradi nepravilnega šolanja. Jaz mislim, da je to precej značilnost pasme, begosumnost labradorcev, ker nisem edina, ker imamo tudi ena gor iz Radovljice, tudi je spuščala, pa me je v Stari Gorici sprašvala ena ženska, kaj pes hodi okoli z oprstnico sam.
Pa je komisija Ja, na obisk prišla, pa ni bilo psa, pa so 1 uro psico iskali, preden so jo našli. Ja, So kar precej begosumni labradorci. Žal mi je, to smo imeli eno mešanko, tlele tudi sosedo med zlatim prinašalcem pa labradorcem, pa je v graju preskočila, pa je hodila iskat, pa je enkrat z eno štruco okoli hodila, pa tako naprej. Ja, ajte, jaz mislim predvsem to, da je vsem, da ni to lastnost pasme, ampak je predvsem način šolanja. Zdaj, zakaj to mislim? Ljudje delamo tako napako, ko pse ta prvo spustimo, psi pogruntajo, pa ne glede na pasmo, lahko katerikoli pas, da se dajo okoli, da nas konec koncev ne rabijo, ker nas itak že doma gledajo 24 dan. In potem naša beseda konec koncev ob nekem klicu nič ne velja, zato ker nas pes ne razume. Jaz se držim pravila, da dokler psa ne naučim, kaj je to sem, psa ne spustim. Tako ki je rekel gospod Marjan, uporabljam Flexi in psa naučim, da je treba priti k meni. In ko imam enkrat to narejen, šele potem ga spustim. Zato pogledajte, kako naj pes ve ob tem, ko mu vi rečete sem, kaj naj naredi, če nas ne razume. Čemu mi nismo spet tega spokojevali. In zdaj, veste, gospa Irena, pa bi se lahko pogovarjali o vseh psih, da so begosumni. A je to nemški ovčar, a je to rottweiler, a je to pudel, pač vsi grejo, če imajo možnost. Je pa res, da je spet odvisno od samega značaja psa. Tisti psi, ker so majčkeno manj samozavestni, se bojo veliko bolj nazdržali. Zdaj, ja, mogoče so labradorci, večina njih, kar jih jaz poznam, nimajo problemov s samozavestjo ali pa nimajo problemov z neko okolico in pol radi grejo, ampak ne zato, ker bi bili begosumni, zato, ker pač jih ljudje niso naučili tega, da pridejo nazaj in tako naprej. Tako da je tukaj tudi malo odvisno od samega značaja psa, zdaj zelo težko je, pa mislim jasno, pa imam za sabo, ne vem, veliko tisoč psov, da bi rekel, da je pa to zdaj čista značilnost labradorcev. Ena? Še imava kaj? Ne, v redu je, hvala lepa. Okay. Brez zamere, ker se tako pač vključujem pa to, ampak... Ne, cenim. Ne, pa prav je, da to poveste, čisto prav, in tudi sem jaz vesel, da slišim še kakšno drugo mnenje. Mislim, mogoče je to zato, ker da so labradorci pripravljeni prej uhajati, zato ker ugotovijo, da uporabnik, kot se nas uradno imenuje, ne vidi. Ja, sigurno. Mogoče in pol ga ne vidim in zato je tudi trener rekel, ja, ne ga spuščati, samo meni se pa ne zdi, jaz pa si mislim, da malo ga je pa treba tudi spustiti, da se malo zlaufa, ker jaz ga ne morem toliko zlaufati, kot bi bilo prav. Ja, popolnoma se z vami strinjam, sigurno. Ja, verjetno... Pa smo spet rekli trener, ne, ker je v bistvu vaditelj, prav Irina reče? Ja, vaditelj. Vaditelj pa uporabnik, ja. Okay. Ja, se popolnoma z vami strinjam, gospa Irina. Vsi tudi hitro ugotovijo, pač pri samem učenju in pa sobivanju je dokaj pomemben tudi naš reakcijski čas. In vsi hitro ugotovijo, da uporabnik ne vidi in da se da malo jeti. Ampak, kaj pa jaz vem, zdaj jaz si to pomagam z zvončkom. Jaz sem to že probal, šolal sem enega psa psa vodiča, ki je bil potem so se premislili, pa je bil nažalost prestar. In je potem ta pes šel čist k neki družini in ga imajo zdaj tam. Ampak vseeno sem jaz potem uporabljal zvonček, da sem, prvo sem psa naučil, kaj pomeni beseda sem. In
ko je to imel usvojeno, sem mu dal gor zvonček, tako da sem slišal, kje je. Točno vedel, kje je, da je nekje v okolici mene. Saj velika večina nas slepih ima zvončke na psih, zato da ga slišimo. Ja. Ja, no, to nikoli nisem bil pozoren. Ampak ja, jaz sem tudi uporabljal zvonček. Če se smem še jaz vključiti, Anja, tudi jaz sem imela psa vodnika, zdaj 4 leta ga nimam več. Moja Maja Kužika je tudi imela zvonček, ampak če je hotela kje ušpičiti, kam pobegniti, je to naredila tako, da zvončka sploh ni bilo slišati. Tako da se je v bistvu tudi zgodilo, tudi moja bila zelo, mislim, ni bila zelo, ampak je bila begosumna. In ko je recimo pač ušla, sploh nisem vedela, da je ušla. Ni bilo slišati ne zvončka, ne kremplčkov, tako da včasih ta zvonček, mislim, če se je pravilno gibala ali pa hitro gibala, je bil zelo recimo uporaben. Če pa je pa znala narediti, no, tako da jaz verjamem, gospod David, da psi točno vejo, ali pač, da je, jaz bom grdo rekla, da je z nami nekaj narobe, ne, da ne vidimo, ali da pač, da ne vem, da je nekdo na vozičku in da potem lahko to nekako izkoristi. Ja. Ja. Zato se pa voditelji tudi vedno pač smo na voljo, ko pride do nekih težav oziroma ko se pričnejo do neke težave, no, da smo na voljo za pomoč. Ja, se pa strinjam. Pač, tukaj pa tudi voditelji, ali ste, kako ste rekli, pes pogrunta in tudi voditelji, pes tudi točno ve, da je voditelj zraven. In točno ve, da mora takrat ubogati, zato ker pač voditelja pač je toliko časa z njim, ali pa ga nauči, da ve, da mora ubogati in pa zna izkoriščati. Jaz se vedno hecam napravim. Psi pa majčkini otroci, to so svetovni prvaki v izkoriščanju. In v stopnjevanju nekega teženja in izkoriščanja znajo, točno vejo, do kam pa kako je treba jeti, zato da dosežejo svoje. Ja. Že spet je ta podobnost, ne? To mesto tudi razmišljamo. Pa še ena stvar, ki jo vidim, ki voditelji ne delate tega narobe zavestno. Večkrat pa žal podzavestno, ker šolate pse z vidom. Ja. In šolate pse z vidom in ko dobi slep tistega psa in čas bo tisti pes se obnašal tako kot pri voditelju, potem pa pogrunta, da tista oseba ne vidi in se bo začel majčkeno drugače obnašati. Moj koder ima edino slabo lastnost, edino, ki jo vidim, poleg tega, da sem ga sama srtala, da noče biti sam, da reagira na pse. In potem je šel voditelj z njim na sprehod, ja, sej pri meni je pa sam na enega majčkeno bolj reagiral. Pri meni reagira na vse, ki pokaže, da bi se radi igrali, da bi se radi pozdravljali in tako naprej. Ampak jaz sem prepričana, da je voditelj šolal psa z vidom in ker je šolal z vidom, je podzavestno, on je videl daleč naprej psa, in je reagiral. Ja. Čeprav ni hotel, ni imel namena. Ampak v tem si ne bova nikoli prišla skupaj, zato ker voditelj on ga je izšolal, super, fajn po vseh pravilih in ne bo razumel, da jaz, ko sem slepa, da mi pes reagira na veliko psov, da se drugače začne obnašati. Ja, jaz vas to čisto razumem. Sej pri pomočnikih zelo podoben in vas popolnoma razumem. Zato sem pa jaz zelo vesel za take informacije, da vem, kje moram še bolj paziti ali pa kaj bi spremenil drugače. Z Andrejem malo na podlagi najnih izkušenj skozi pri psih pomočnikih, pri psih za specialne zadeve, pri psih za reševanje in pa pri psih z vedenjskimi problemi. Pri vseh teh izkušnjah imamo cel kup idej nekih, kako bi izboljšalo tudi vse vodiče. In zato sem vam tudi hvaležen za vsako informacijo, ki jo poveste danes. Tako da bom tudi te stvari upošteval. Oziroma dajal več poudarka na teh stvareh.
Upam, da Je boste pa kmalu res- imeli to srečo, da boste kakšnega uporabnika dobili. Ja, s tem je kar problem. No. Ampak jaz verjamem v to in si tudi pač želim tega. Tako da bom ustrajal, oziroma bo ustrajala oba. Bravo, ja. Jaz bi sam še nekaj, če smem, Izvolite. povedati. Jaz delam v šoli, v centru Iris, to je za slepe in slabovidne. In pač moja kužika me je spremljala tudi na delovnem mestu. Delala sem v bistvu čisto v začetku, sem delala z enim učencem, ki je imel kar zelo, zelo hude bralne težave, v bistvu ni hotel brati. In potem sem jaz enkrat na teden z mojo kužiko šla v njihov razred in sem rekla, kako bi jaz zdaj njemu pomagala, da bi on pa vseeno začel mogoče vsaj ob večerih malo knjigo brati. In je ona v bistvu se je ulegla pred njegove noge in moram povedati, da ta fant je imel zelo velik strah pred psi nasploh. In potem, ko je ona pred njim ležala, je on v bistvu najprej zatrokiral, sploh ni hotel brati, ker je v bistvu bil osredotočen na to, da ga bo pa zdaj ona ugrizla, ne. In potem sem jaz začela razmišljati, kako bi jaz zdaj ta njegov strah do nje premagala in v bistvu sem šla na ta način, da sem rekla, lej, pred tabo je zdaj kuža. Kaj vidiš, ko ga pogledaš? Pa je najprej rekel, en kup dlake. Sem rekla pa, a ti je ta kuža lep na pogled? Ja, zelo je lep. Sem rekla, koliko ima pa tačk? In potem sva šla vse, kar sva lahko preštela, sva preštela. Uhle, nos, oči, rep, tačke. In potem pač, ne vem, čez 2-3 tedne je bila ta faza, da se je že on sam k njej usedel na tla in jo je začel božati. Pol so imeli pri slovenščini živali in je on napisal spis o Ajki. In ko se spomnim tega stavka, je napisal, vse sem lahko preštel, ampak dlake pa ne morem prešteti, dlake ima pa neskončno. In potem je on kar enega lepega dne se k njej usedel, ona je že lepo spala in je rekel, Ajka, zdaj ti bom pa jaz bral Franceve zgodbe knjiga. In od takrat naprej on vsak večer prebere eno Francovo zgodbo. In ko je zvedel, da v bistvu Ajke ni več, je rekel meni, a veste, Anja, jaz pa vsak večer preberem eno Francovo zgodbo, ker vem, da jo Ajka sliši gor v nebesih ali pač kjerkoli je. In to je v bistvu en učenec, ki je nižji izobrazbeni standard, se pravi, ni enakovredni, a ne, in jaz mislim, da imajo. To je še en dokaz, kako imajo tako fine terapevtske učinke, ne, na ljudi. Živali, ja. Ja. Psi, konji, delfini, kakor je meni poznano. Meni gre kar na jok spet. Ja, Lahko eno splošno zadevo. Meni gre blazno na živce in na bruhanje, ker je slovenščina postala, ker so ljudje postali tako obupno pomehkuženi. Če je srednje velik pes, je to pes ali pa psica, ne pa kužek, pa kuža, pa psička, pa kužika, pa kaj zve, kaj še. Če mi nekdo v meni kot slepi reče, da govorimo o psu, bom jaz vedela, da je pes srednje velik ali pa velik, da je pes, ne pa nek tam kužek, pa kuži, pa mislim, grozljivka, kaj je postal. Moraš pa eno stvar razumeti, da so taki otroci oziroma učenci, ki jim moraš prilagoditi besedilo. Jaz govorim o tebi, o tvojem besednem zakladu, ne o besednem zakladu tistega otroka. Jaz sem ti pa povedala, kako sem povedala njemu, zato pač, ker je on takšen, kakršen je. Dober je, pred leti je bilo... Dajmo končati s tem razčiščevanjem, pa bomo to drugič, to ni zdaj... To ne bomo nikoli, Dušan. Tako, ja, no, v redu, lej. Ja, v redu, lej. Ker se izogibaš resnim zadevam. Kako? Dobro. Da ne bomo zdaj še šli kdo okrog tega kreganja. Ja, ne bomo se kregali. Ja, Nika, izvoli. Ne, če ima še kdo kakšno vprašanje, ker ura je 11:14.
Prosim na plano, drugače pa, gospod Pogačnik, če imate kakšno zaključno misel, kako, ne vem, izboljšati stvari, odnose ali pa katere, še to me zanima, ker smo prejle na hitro smo slišali stavek, da je res veliko pasjih šol, najbrž kvalitetnih, manj kvalitetnih, nekvalitetnih, a ne? Kako vedeti, a ne, če sem jaz iz Šentvida pri Stični, ena pasja šola vem, da je nekje v Grosuplju, bomo mi našega psa peljali tja, ampak jaz zaupam nekemu dobremu glasu, ki mi je rekel, dobri so, ne, in se izkaže pa ravno obratno. Kako naj človek, a ne, ve, kaj izbrati, da bo prava izbira, dobra izbira, sem to še od mene. Ja, to je dobro vprašanje. Jaz mislim, in jaz tudi vedno ljudem rečem, da kdorkoli razlaga o psih, o neki psihologiji psa oziroma o samem šolanju psa, da je vedno fajn videti in njegovega psa in konec koncev neke njegove rezultate, ki jih je dosegel na pač nekem področju konec koncev. Tako da je pa za laike to zelo težko pogledati, katera šola je pa v redu. Siguren se izogibajte šol, ki uporabljajo fizično silo in pa tudi šol, ki izključno vse ne temelji samo na priboljških in samo na futranju in ne vem kaj. A pozitivna motivacija, ki to v bistvu sploh ni, ne? Bravo. Ja. Tako da morajo vseeno inštruktorji majčkeno bolj poznati samo pasjo psihologijo. Zdaj, če vam nekdo reče, vzemite boljše priboljške, zato ker gremo danes v mesto, pa lahko veste, da ni glih. Mislim, da to strokovno pri psu nima popolnoma nobene veze in ne deluje. Tako da sama pasja šola, izbira same pasje šole je, se strinjam z vami, nekaj za enega laika kar dokaj težka. Oziroma ja, sigurno, ne vem, mogoče še ta najlažje po nekih priporočilih. Jaz tudi vedno, če se z nekom pogovarjam, vedno pač povem, kaj je narobe v metodi, ne v inštruktorju, ampak v sami metodi. Ne spuščam se na osebne nivoje z inštruktorji in tako naprej, ampak v sami metodi, katero uporablja, saj vsak dela po nekem svojem prepričanju. Tako da je težko dati neko pametno, mislim, nek pameten nasvet. Ja, lahko vam rečem, ja, vi kar pa je take, ki imajo pozitivno motivacijo in tako. Ampak ni čisto tako. Ja. Joža ima pa vprašanje. Kar izvolite, Joža. Mene pa zanima, gospod Gosar, kako bi pa vi komentiral na to elektronsko na to elektronsko vratnico, ki jo ima pes, ker se z daljincem se lahko reagira, da pes pride do tebe in tako naprej. Ker, na primer, moj nečak ima krvnosledca, to je lovski pes, in to je tista psica rada uhaja, in kadar ima tisto vratnico gor, mislim, ki je pogruntal in je dal tisto okolo vratu, pa je malo pritisnil na gumb in da je prišla psica do njega. Ampak zdaj je tako, ko njemu da to vratnico gor, se pes takoj tam drži. Čim jo da pa dol, pa hoče kar uideti. Kako bi to komentiral? Ker eni pravijo, da je to kakor mučenje živali ali pa ne vem kaj. Joža, to je vprašanje za gospoda Pogačnika, ne vem, kdo je Gosar. Ne? Ja, okej. Mislil sem prav, ampak... Rekel pa narobe. Ja, tako, ja. Ok, gospod Pogačnik. Ja, poglejte, ti pripomočki so v Sloveniji prepovedani. Ne sme se jih uporabljati, oziroma zakonsko so prepovedani.
Tako da pač se jih ne sme uporabiti. A to je neki elektrošoker ali kaj, Joža? Ja, to je tako, brešu, ima okolo vratu, pomaš pa, rekel, kakor daljinsko, kakor vam jaz klele za tale radio, pomaš pa gor, ne vem, enega ali dva gumba in poj pritisneš in v bistvu tista vratnica pride do električne energije in ga pač mejken rukne. No. Na tak način. Ampak to se pravi, gospod Pogaček, če bi ga nekdo videl, bi ga lahko tudi prijavil za mučenje živali. Ja, in bi plačal kazen. Ja? Pač lahko ga prijavil na inšpektorat in plačal kazen. Zdaj, to je zakonsko, o zakonu o zaščiti živali je to zakonsko prepovedano. Piše prav, da so prepovedana vsa sredstva oziroma pripomočki, kateri se daljinsko prožijo, oziroma katerima pes obešene okoli vratu in se daljinsko sprožijo. Tako da so te stvari niso dovoljene. Kar se pa jaz strinjam s tem, da niso dovoljene, zato ker pač ljudje uporabljajo to, mislim, pretiravajo s tem stvarmi in tudi ni prav, da se psom povzroča neko bolečino. Je res, da so te stvari zdaj narejene že tako, da so pač varnostno, ne pride do neke zelo hude bolečine, ampak vseeno je to prepovedano. Ok, dajmo predno dam Roku besedo, Roka že po mojem roka že boli. Roka ga boli. Bi rekel sam še eno zadevo, rekel, zdaj me je Brane klical, pa je rekel, da ve za primer, ko je nekdo imel, oziroma je dal psu telefon gor, ne, in potem, ko je pes pobegnil, ga je poklical po telefonu in rekel, pej domov, pridi sem, ne, in je potem prišel. Ok, Roki, izvoli. Ja, prej, ko je Irena omenila izogibanje resnim zadevam, sem se jaz spomnil na eno resno vprašanje, ki se ga v zvezi s psi kot da nekako izogibamo, ne? In sicer, kako je s pobiranjem pasjih kakcev pri slepih? Zanima me to stališče uporabnika, jaz mislim, da je tu Irena najbolj izkušen uporabnik in bi rad slišal njeno mnenje, kaj ona počne, kaj so njo učili. Rad bi pa tudi slišal potem gospoda Davida, ali on slepega tudi to nauči delati. Kako je s tem? Hvala. Hvala za vprašanje. Jaz, ko sem dobila labradorca, sem rekla vaditelju, naj mi pokaže, kako se pobira. Ne, tebi tega ni treba. In mi ni pokazal. 2 leti kasneje sem se potem odločila, da vendarle pol sem po vseh občinah po Sloveniji poslala vprašalnik, kaj bi naredili s slepim, če ne bo pobiral za svojim psom, a bi ga kaznovali ali ne. Dobila sem odgovor od 71 občin in so mi napisali, da pač slepega v tem primeru ne bi kaznovali. Potem po 2 leti, ko sem pa že imela labradorca, sem se pa, ko sem šla z njim na Norveško, odločila, da se mi zdi pa prav, da pobiram za njim. In sicer zakaj? Ker poleg tega, da poberem za njim, na isti način tudi, ko že zagrabam tisti kakec, dobim tudi občutek kot slepa, kakšna je konsistenca blata oziroma a ima pes prebavne težave. Ok, če bo glih imel hudo drisko pa v šprica, ali bom slišala tisti, da šprica. Če pa poberem, pa je še istočasno vem, kako je z njegovo prebavo. To je zelo pomembna informacija, ki je vedeči dostikrat ne pomislijo na njo. Tako da sem potem se odločila in s pomočjo so mi začeli na Norveškem pomagati, ko sem šla kot turistka gor na izlet 2014. Potem sem pa tudi sama naprej in sem labradorca sama naučila, da sem pobirala za njim. In se je lepo pred mene postavil, pred moje noge, jaz sem potipala konec, hrbet, kako ima usmerjen, kako je obrnjen pes. In sem potem točno vedela, ker pes, ko gre kakat, se mečken skloni, mečken ritna dol povesi in naredi pač, kar ima za narediti. In sem potem se samo dol sklonila, vedela, ker sem po hrbtu, kje ima rep, kam je naredil približno, sem pobrala. Potem pa, ker sem zadovolj vztrajna,
Je pa, ko je vaditelj videl, da se ne bom predala, ker se živim v mestu in se mi zdi fajn, da pobiram. Tudi kupujem, če se le da, biorazgradljive vrečke in sem celo zrihtala pri nas na občini, da so naštimali zabojnik za pobiranje pasjih iztrebkov. In potem, ker sem dosti trmasta, je pa inštruktor videl, da pa ne, da je pa treba to naučiti in je koder pa zdaj pa tudi že znal sam, da sem se naučil, da sem se ga lahko na hrbtu dotikala in da naredi tako, da poberem za njim. Hvala lepa. Še David, če lahko. Jaz se tukaj v celoti strinjam z gospo Ireno. Zdaj, vse mi je že naredilo, ampak to pač pri drugi stvari, pri uporabniku za psa pomočnika, da mama, mislim, tega psa ima en fant, za katerega skrbi mama, da mama ni hotela pobrati. Je rekla, ja, saj to pa mi ne bi. Pa so se hitro zmenili, da pač to more biti, da je treba za psom pospraviti. In tudi jaz bom v bodoče zelo podobno pač učil, kot je povedala gospa Irena. Tako da se mi zdi to prav in tudi, da mislim, da če ima nekdo psa, da je tudi odgovorno, da pospravi za njim. Kljub temu, jaz mislim, kljub temu, da ne vidi, no, oziroma tukaj moramo biti spet malo, zdaj gospa Irena ima veliko volje, pa se je tega naučila. Tudi jaz bom prepričeval naprej pač uporabnike, zdaj, če pa res ne bo šlo, pač ja, mu pa oben ne more reči nekomu, ki ne vidi, da za njim pa pobira za njim. Ja. Gospod Janežič? Hvala. Je bilo v redu, ne? Ja. Jaz sem se tudi zdaj naučila stvari, nisem za njih vedela. Še kdo? Evo, potem pa gospod Pogačnik, mogoče kakšna sklepna misel pred prazniki, pa tako. Ja, pač vsi, ki imate pse, ki boste imeli pse, dajte se vseeno zavedati, da so psi, da rabijo mogoče majčkeno drugače stvari, kot jih rabimo ljudje. Ne rabijo najboljše hrane, ne rabijo vratnice, ki gor piše I love you, ne rabijo raznih svetlečih posodic in tako naprej. Rabijo pa predvsem neko mentalno zaposlitev, to se pravi nekega učenja in nekega korektnega odnosa, to se pravi, da se vedno vprašamo, preden nekaj od psa zahtevamo, ali smo ga tega naučili, in pa konec koncev neko kvalitetno gibanje. Tako da tokno, kar se tiče psov, vsem skupaj pa želimo ene lepe praznike. Zdaj mi vedno navijamo, da bo čim manj pokanja. To je za nas voditelje in za uporabnike konec koncev kar velik problem. Pokanje, jaz vedno vsem razlagam, brez petard, saj nam gre vedno boljše, ampak vseeno je pa še kar dosti tega. Tako da vsem skupaj želim ene lepe praznike. Hvala enako, tudi vse mirno pri vas, brez pokanja pa, da boste uspeli povsod, kjer želite. Hvala. Hvala lepa. Kaj pa je drug teden, Dušan? Drug teden? Dušan, povej. Ja, drug teden ni kavice, bomo si vzeli malo prosto. 6.1. pa greva. In tako imamo pa pogovor o kratkopis in brajevi notaciji. To je ena zadeva, ki je zelo malo znana. Praktično se zelo malo uporablja, sploh
kratkopis, notacija še mogoče. Mhm. 13. je pogovor z Narodno galerijo, gostja bo Živa Rogelj, oziroma najprej moram za petek povedati, za 6. tako. Gosti bojo profesor Franci Kovačič, Max Vinšek pa Neva Laščak. So gostje 6. 13. je pogovor z Narodno galerijo, ki je zelo zainteresirana za sodelovanje, pa tudi za poslovanje slepih in slabovidnih, da bi pomagali pri kakih zadevah, tudi so pripravljeni določene zadeve plačati, tako da, če poznate koga, ki bi bil pripravljen tam delati. Gost bo tudi dr. Andrej Smrekar, ki bo govoril o tej razstavi o Mateju Strnenu, ki je v tej razstavo, bomo mi pač sodelovali, bomo začeli prilagajati, pa nekako začeti sodelovati z Moderno galerijo, s prilagajanjem. Potem 20. imaš Tinika. Kaj imaš 20? A moraš vse povedati? No, v glavnem, da nam malo najavimo, no. Čist malo sva dala za pokušnjo, potem bo pa, mora biti kakšno Drugače pa tako, no. Kar se tiče te Braillove notacije, jaz sem v osnovni šoli, dokler je bila Nepčeva Jožica, smo igrali na melodiko, drugače se pa ne vem, kakšnega inštrumenta nisem učil. Je pa tako, takrat, ko je učil glasbo Iztok Peroci, je bila v zavodu notacija. No, sej, o tem boš lahko pa naslednji teden povedal, tako bomo zdaj končali. 14 dni, ja. 14 dni, Dušan. 14 dni, tako. V redu, jaz vsem želim srečnega, zdravega, srčnega, veselega, pa čim več Zoom kavic drugo leto, da se bomo čim večkrat videli, da se bomo čim večkrat družili. Mislim, meni je tole, čeprav je današnja kavica, mislim, da je že 70 ali 71, koliko je že, ne. Mi je še zmeraj zelo veselje, da lahko takole v petkih se vidimo in da kako rečemo tako. Skratka, srečnega, zdravega, veselega in tako naprej. Vse najboljše. Hvala vsem. Lepo bodite. Dio. Dio. Hvala, srečno. Srečno.